sem slišal novico, v centru Ljubljane avto zbil reševalca, motorista reševalca. Jaz prvo sem pomislil, sam da nisi ti, ker tebi sem edinega poznal in pol pač si mi ostal res dobrem spominu pač od ADHD konference, a ne. Sem rekel sam, da nisi ti in pol pač drugi dan pogledam Instagram, ne, in pač Matic Novak objavil It's me, a ne. Ampak pač zame ni bilo to, a ne, a veš, jaz takrat pač ne veš, mi ne vemo, kaj se to dogaja, ker nisi doživel, spremljaš od zunaj si fuck, ne. Samo s tem si pošten dejansko, ne. Fuck, ne. In pol napišeš pač, ne vem, se takrat si dobil verjetno milijon sporočila, ne, pač stari, čim prej se pobere ono drugo, ne. Ampak, če se zahneva, ne, jaz ne vem, kaj se je zgodilo, pa me zanima, ker sem ferčer, mene vse zanima, glih to ozadje, tako kot tebe, kaj je v televiziji noter, ne. Mene zanima pač, prav ta nesreča, kaj se je sploh zgodilo, ne, in pol kako si doživljal to celo stvar. Stvar je bila tako, jaz te izkušnje še z nobenemu nisem delil, takrat so bili pritiski medijev nori, bile so tudi ideje, da bi na TEDx o tem govoril, ampak enostavno, ne vem, ni pač bilo interesa, ali kakorkoli se ni važno. Ja, veš, kako je bilo? To je bila ena serija takih čudnih dogodkov, da je bilo v bistvu, jaz zdajle, ko gledam za nazaj, se je v bistvu to nekako z nekim namenom vse skupaj naredil. Jaz sem bil tisti teden na dopustu, pač imel sem dopust, ker sem hotel iti malo plezati pa to. In moja punca je bila takrat na faksu, oziroma službi, in sem jaz en dan vprašal, kaj šef je pa poslal message točno, šef je pa poslal message na telefon, če bi kdo lahko prišel delati, kaj je en pač od motoristov pač ne more priti na šiht. In sem jaz vprašal, moja sem rekel, dej, kaj čva zdaj, pravim, jaz bi šel na šiht. Prav, ja pa pejt, če nimaš kaj za početi. Sem rekel, ajde, grem. No in zjutraj pač, ko sem se odpravljal v službo, je bil čisto navaden dan, ko sem prišel v službo isto, pripravil sem motor, pogledal sem vse, če vse štima. Imeli smo še eno predavanje za neka zdravila. Pol je bila pa v bistvu prva intervencija na Slovenski cesti, to je, po moje veš, ki je, tako odprta. Ja. V glavnem prva intervencija tam, pač en pijanček si je malo, pač si glavo razbil in je poslala mene takoj tja, ker ne bi bil kao nezavesten. Ni bil, na srečo je bilo vse v redu, njega sem oskrbel, ga predam rešilcu. Pa v bistvu tako, da sem se hotel vrniti v bazo, ker mi na motorju ni kazal, skozi mi je gorela lučka za bencin. Je v bistvu nekaj narobe, ker jaz sem ga napolnil na tankov, pa je še kar gorela in pač tega si ne moreš privoščiti, a ne. Pač, ker nikoli ne veš, koliko imaš bencina, če jaz kaj ostanem pač, in sem mogel motor zamenjati. Poleg tega mi pa še GPS ni delal, ker ni bil neki skalibriran ali nagajal je. In sem rekel, javim v center, da se vračam nazaj not in se lepo peljem tam proti glavni železniški, na kar mene dispečerka pač v čeladi prestreže. Reče motor, prometna nesreča na Celovški, mlajši motorist obležal na tleh in jaz takoj lučke sireno, prižgem, polkrožno obrnem, tam je tista S-šikana, če greš iz centra proti Tivoliju. Da sem tako polkrožno obrnil, grem proti križišču, v bistvu križišče je bil tako, pač to je bilo tam 8:30, pol 9:00 zjutraj. Križišče je bil kar precej poln, ampak noter v križišču je pa samo en črn avto šel tako nasproti meni in zavijal proti Dunajski. A je Dunajska? Je zavijal kam? V center noter ali gor proti Petrolu pa proti Bežigradu, ja. Ja, Dunajska. Dunajska. V glavnem, jaz ostanem na motorju, da imam pregled čez cel križišče. Pol sem se pa v bistvu počasi približeval v križišču, sem zmanjšal, tisti avto sem spustil naprej. Pa sem pa tako, za njem je bil še en avto, ki je šel tako proti meni, pa čez na Dunajsko. Drugi avti so pa šli iz Dunajske proti centru, tako v X so mi šli. In jaz imam zmer to navado, pač in v avtu, ko sem vozil pod nujno in kadarkoli, pač jaz zmer gledam šoferja nasproti mene, če mi križa pot, zmer v oči. Pač, če jaz dobim očesen kontakt, to pomeni, da se midva vidva, da je to okej in pač zaupam nekako. Saj ne moreš drugega, kaj če drugega zaupati, ne. In jaz se s tistim, pač to je bil en taksist, se ujamem z njemu z oči v oči, se rečem, ok, on je safe,
vlečem pogled desno, tako pešci so me videli, stojijo, vlečem pogled desno, so bili tako 3 avti, ki so mi šli tako čez, so vsi stali, dam po gasu, pogledam naravnost pa avto pred mano. In takrat, v tistem momentu, jaz ne vem, ali je bil to stvar instinkta, v glavnem, jaz sem, hvala Bogu, vstal na motorju gor in kaj je bil trk, kaj je počel, je mene odnesel v bistvu v zrak. Ni me odnesel naravnost, mislim v zrak itak, ampak ni me odnesel naravnost prek motorja, ampak me je zelo gor odnesel. In če ne bi ostal na motorju, bi verjetno zapel z stegnenicam za belanco in pa bi bil ta beach efekt s telesom, veš, ko z glavo sekaš čez, verjetno z glavo v havbo in pač Pa nazaj pa... mrtev bi bil, verjetno, veš. Moraš vedeti, da teli motori, to je bil Ducati Multistrada 1200 kubičen motor, odličen za voziti, ampak to je divji motor. Zdaj, če daš samo malo po gasu, ima to take pospeške, da je to nekaj neverjetnega. In jaz sem imel v drugi noter in ko sem pohodil po gasu, je pač iz tam nekih 20-30, ko sem se približeval proti križišču, mislim, proti sredini, pospešil na 80-100, po moje v tistih parih sekundah. In itak, pač pri taki hitrosti me je odnesel nekih, mislim, da je bilo to 20 metrov naprej. Ja, in pol je pa tako, pol pa jaz se vsega spomnim, vse točno vem, kako je bilo. Neke stvari sem še doživel vmes, ki ne bi glih razlagal o njih, ki ne vem, kako ljudje sprejemajo te malo izven telesne izkušnje in to. Ampak v glavnem, ko sem se zavedal svojega telesa nazaj, je bilo pa tako, pač ležiš na tleh in zdaj kot reševalc, točno veš, pač ne smeš se premakniti, ne smeš nič premikati, ne glave, ne nič, sploh pri visokoenergetskih poškodbah. In sem samo čakal in ležal in pač nogo sem videl tako, da je bila od kolena naravnost, pol je pa škoren zavil tako pod kolenom desno, tako še en sklep je bil tam, ki ne bi smel biti. In jaz tako, fuck, ok, noga, pol je pa mene začel, res, to je bilo tako grozno, tako, jaz sem se takrat, to je bilo res taka grozna izkušnja. Mene je začelo žgati, tako da bi me en kuril. Po koži od vratu navzdol in v bistvu se je začelo tako širiti po celemu telesu, klele navzdol. Pekoča, žgoča bolečina, se pravi, kot da bi bil na ognju. Jaz nisem vedel, kaj je in to se je zmer bolj stopnjevalo, zmer hujše je bilo, v glavnem pač, jaz sem tulil takrat od bolečin, to je tako žgal. Pa so prišli reševalci, srečo sem imel, da je bil en takoj za mano, ki je šel istočasno vodja izmene na intervencijo, je bil takoj ob meni. Pač takrat sem rekel, Sabol, pač tak je bil z mano, pravim, jaz bom hrom, pravim, jaz imam nevrološke izpade, jaz bom od vratu hrom, pravim, zakaj se nisem ubil, zakaj nisem umrl, to so bile moje prve besede. Pravim, nis hrom, vse bo v redu, zdrž, in jaz sem takrat vedel, da bom hrom, ker pekoča bolečina, ki se identično širi v vrat, dol, to določeni pač poškodovanci opisujejo kot ishemično bolečino, oziroma pač bolečino zaradi pareze živca. In takrat sem se pa jaz, veš, ko si tako aktiven, ko ne moreš biti pri miru, ko imaš tak lifestyle, ko živiš na račun svojega, ko izkoriščaš svoje telo, da delaš lih vse, karkoli se spomniš, v sekundi, konc, hrom. Takrat sem se jaz v bistvu poslovil od samega sebe, jaz sem takrat pač zrl smrti iz oči v oči, bil tako ponižen pred samo sabo, pred samo življenjem, pred vsem, kar sem lahko. In si rekel, da je to. In pol je bilo pa v bistvu, ko so prišli reševalci, ko so mi rezali vse oblačila dol, pa to je pa noro smrdelo po bencinu. Noro, to je bil res von, mislim. In ko so me rezali, sem jaz pač doktorici pravil isto, sem rekel, Špela, jaz sem hrom, jaz imam nevrološke izpade od vratu navzdol, jaz sem hrom. In pa v bistvu to, ko so dali obleko dol, sem bil pa že ves mehurjast, me je pa v bistvu bencin, ki je bil poln kestelj, ki je bil tako zgret od prejšnje intervencije, tako skuril po kož, da mi je v bistvu delal pekline. Tako da takrat sem vedel, da dejansko lahko, da ne bom hrom. Nisem vedel, a bom, a ne bom, ampak takrat sem rekel, ok, mogoče pa le bencin. No, pa so pa pač začeli itak rezati roke, da so mi dali kanalo žilo. Moram povedati to, jaz imam 2 strahova. Sem imel,
sem imel dva strahova. Eden je bil strah pred višino, drugi je bil pa strah pred iglami. Vem, da je čuden, ampak ko morajo mene špikati, jaz priznam, pač predvsem, to ni nič tazga, v glavnem, jaz sem še pri 25 letih jokal ko en majhen mulc, ki so me zbadali. V glavnem, in ko je mene mogel zbosti, v glavnem sem jaz tako paniko tam delal, se pa sem rekel, ok, zbod, itak čutil nisem nič, ker je vse ostalo tako bolelo, da si predstavljati ne znaš. Pol pa itak zdravila ti dajo in me je odnesel, se ne spomnim pač, do trenutka, ko sem se zbudil po operaciji. Tako da tako. Kaj vse je bilo poškodovano? Jaz sem imel tako srečo v nesreči, da je to v bistvu pač nekaj neverjetnega. No. Jaz sem imel zdrobljeno, kaj lahko pokažem, pač tole kost, ki pride v zapestje, koželjnica, glavo koželjnice sem imel čisto zdrobljeno in pač tlele sem še brazgotino, pa klele od zunanjega fiksaterja, to so bile take štange ven in v bistvu sem imel roko tako fiksirano. Prognoza za to roko je bila, da bo roka trda, da ne bom mogel delati tega giba, da ne bom mogel tega delati, pač nič od nič, da bo roka trda, ker je ta nosilna kost zapestja in pač je bila zdrobljena v prav faktorje. Večjo srečo, kot pamet, po moje, je to itak sem imel, ki je bil v bistvu takrat dežuren en kirurg, ki je specialist, priznan na evropskem merilu, ravno za zapestje. In me je on prevzel, tako da me je on v bistvu rešil zapestje. Pa noga, no, noga je bila pa v tem predelu tle, pač prelomljena, ne, pač golenica pa mečnica sta bile čisto pač. Imel sem prst polomljen tale, pa zbit zob, pa opekline po telesu, pa orang pač udarce po celem telesu. No. Celo telo me je tako bolelo, kot da bi me, ne vem, pretepali 50 ljudi celo noč. Pač jaz se premakniti nisem mogel. To je tako bolelo vse, da je bilo noro. No. 14 dni intenzivne, jaz tudi nič nisem mogel, no, nič. Pa to so pol skus analgetiki. Ja, to so bile štorije, pa je v bolnici, Predozirali so me, jaz zelo slabo prenašam zdravila, sploh pa opiate, pač to so, recimo pod opiate spada tudi heroin, pa razni drugi derivati opiatov. No, in ko so mi to dali, so malo pretiravali pred bolečinami in sem vmes nehal dihati, pri polni zavesti. Tako, no, in so me pol malo spravljali in take stvari, tako noro je bilo, noro. Je pa pol tako, veš, ko srečuješ sestre na malcah, tako kakšne fletne, isto stare kot ti, te pol pač tam umivajo, pred njimi hodiš kakat na kahlo, pač, kot da bi se ponovno rodil. Enostavno si neobogljeno bitje, ki štartaš življenje od čistega začetka, v bistvu čisti rojsten dan je. In ne morem ti povedati, kako sem v bistvu hvaležen za ta dogodek, ki se mi je dejansko zgodil. No. Kljub temu, da sem pač izgubil vse, kar sem si pač želel v življenju, sem tako hvaležen, da se mi je to zgodilo, ker me je zadeva transformirala tako mentalno, s pogledom na vse, pač celo življenje. Tako da prej po taki poti nikakor ne bi prišel do tega nivoja, no, kakor zdaj. Najprej hvala ti, da govoriš o tem, ki si rekel, da prej nisi nikjer, še govoril o tem. Tako da pač cenim, da si izbral ta pogovor za to.